Ima življenje zvočno kuliso? Od prvega trenutka naprej smo obdani s šumi in zvoki. Ne glede na to, kje smo, kaj delamo, vedno nekaj slišimo. Kaj bi bil sončni zahod na morju brez šumenja valov? Opera brez arije. Ali rojstni dan brez voščila? Kako zelo na nas vplivajo šumi in zvoki? Res vsi slišimo enako? In ko slišimo zvok, kot je ta, ga zaznavamo vsi enako ali različno? Things like eating, tapping, whispering, mouth sounds trigger this kind of pleasurable tingling sensation in some people. But they also trigger this extreme aversive reaction in other people. One person's noise is another person's music. Kaj torej slišimo, ko slišimo? In kako vse to vpliva na nas? Odgovor na skoraj vse. Slišimo vsi enako? Ljudje slišimo ves čas. Naša ušesa 24 ur na dan zaznavajo šume in zvoke. I find that hearing is... that was an interesting sound in the background. I find that hearing is one of the most important senses. In koliko minimalnih razlik zaznavamo? V eni sekundi lahko razlikujemo do 20 signalov in prepoznamo okoli 400.000 zvokov. Zato potrebujemo predvsem zrak. It all begins with vibrations of objects in the world. Then those vibrations are transmitted through the air or through whatever other surrounding medium there is, but usually it's air. And they make their way to your ears, and they cause your eardrum to vibrate back and forth. V redu, torej pa slišimo tudi, če ni zraka, ki bi vibriral? Nič. Mar to pomeni, da so vsi zvoki v filmih Vojna zvezd velikanska laž? There are more than a few details in Star Wars that are probably not exactly scientifically realistic. But you know, there's another movie that takes place in space from I believe 1979, the movie Alien. You may remember that the advertisements for Alien had the slogan, "In space, no one can hear you scream." And the reason for that is that space is a vacuum, and without a medium, sound does not get transmitted. So yeah, you would not be able to hear in outer space. Slišimo torej zaradi zračnega ovoja Zemlje. Zaradi tega ima naš planet tudi lasten, kompleksen zvok. Es ist tatsächlich so, dass man herausgefunden hat, dass die gesamte Erde klingt und vibriert. Und zwar so tief, dass wir es gar nicht hören können. Und diese Erde klingt ungefähr mit einem Hertz und noch tiefer. Und man hat festgestellt, dass es ausgelöst wird, teilweise durch Schwingung der Erdkruste, teilweise aber auch durch ganz langsam wandernde Wellen auf dem Ozeanboden, die die Erde zum Schwingen anregen. Zvoke na Zemlji ustvarja življenje. Zlasti živali. Vsak ptič. Vsak sesalec. Zvoke ustvarjajo tudi pajki, ribe, plazilci. Toda kako ločujemo zvoke med seboj? Kakšno orodje je v naših ušesih? These are the smallest bones in the human body. Now those vibrations are transmitted via these bones called the ossicles to the cochlea, which does the sensory transduction for hearing.
Zvočni valovi najprej trčijo ob bobnič. To je tanka plast kože na koncu sluhovoda, ki zvočne valove pretvarja v mehanske tresljaje in jih prenaša v srednje uho, torej v drobne koščice, kladivce, nakovalce in stremence. Ti so nekakšni ojačevalniki sluha, ki tresljaje posredujejo v notranje uho. Tam so kanalčki in polž, velik kot zrno graha, poln tekočine in drobnih dlačic. Ti tresljaje pretvarjajo v električne impulze in jih po slušnem živcu pošiljajo v možgane. Tja, kjer se jim pridruži naša zavest. Od vseh šumov in zvokov, ki pridejo do nas, jih zavestno zaznamo samo tretjino, kot bi naši možgani selekcionirali določene zvoke. Dobro, predstavljajte si naslednjo situacijo. Pridete na zabavo, kjer ste obdani z zvoki. Klepet, glasba, žvenketanje kozarcev, splošen direndaj. Eno samo nerazločno hreščanje. In potem nenadoma sredi tega zvokovnega kaosa zaslišite določeno besedo. Ali celo stavek. Hallo, ich bin Sand. Hörst du? Siehst du? Riechst du? Kako je to sploh mogoče? With the cocktail party problem, these problems are what we call ill-posed, right? So in general, these problems are not solvable. And what makes them solvable to the human listener is the fact that the causal properties in the world are, again, not random, right? They are due to lawful physical processes. And we believe that over the course of evolution and development, we have internalized the way the world works. And that allows us to take a sound and then infer what most likely happened in the world to cause that, whether it be two objects interacting, or a sound source in an environment, or instruments and music, or people talking. Naši možgani nenehno iščejo pojasnila za skoraj vse, kar zaznavamo. Šumi in zvoki, ki dosežejo naša ušesa, postanejo to, v kar jih spremenijo naši možgani. Now, the reason that you have a brain is because the things that we care about in the world, which are objects and their actions, those are not explicit in the sensory information that we receive, right? So you can think of like our sensory organs as just measuring information, okay? And so they send a big array of numbers to your brain. And so your brain has to analyze those patterns of sensory information to try to infer the most likely causes in the world that would have given rise to the sound that enters your ears. Naši možgani nenehno iščejo možnosti, kako osmisliti vsak šum, vsak zvok. Neverjeten računski podvig. Toda čemu ta velikanski napor? Od tega, kako hitro in dobro smo znali osmisliti zvoke, je bilo nekoč odvisno, kdo od nas bo preživel, kdo končal kot hrana. Das Ohr ist ein Warnorgan, das funktioniert auch in der Nacht und es funktioniert eben im Radius von 360 Grad. Mein Blicksinn ist ungefähr so und das Hörsinn ist eben vollumfassend. Das heißt, ich scanne meine Umwelt auch hinter mir. Odziv na nevarnosti je ena izmed razlag, zakaj šume in zvoke zaznavamo tako natančno. Toda to zmorejo tudi živali. Nekatere celo veliko bolje od nas. Golobi zaznavajo frekvence v območju infrazvoka, mačke in netopirji pa v območju ultrazvoka. Med tigrom in zabavo se je moralo zgoditi še nekaj. Mi namreč lahko filtriramo stavek na zabavi, mačka pa ga ne more. Človek in mačka tigra zaznavata na podoben način. Amigdala, središče za strah v možganih, da znak za preplah, zato zbežimo. Na zabavi je nekoliko drugače, tu so dejavni zlasti veliki možgani, pomembni pa so vsi spomini, izkušnje, pričakovanja, ki smo jih nabrali v življenju. We hear so much through sounds. We hear, especially when others are communicating with us, the nuance of their words, the tone of their voice. It communicates so much
that goes beyond the words themselves. It tells us how the person is feeling. It tells us if the person is excited, if the person's breathless, if the person's calm. Und ich glaube, durch das Hören können wir in die Tiefe gehen, können wir einfach mit anderen Menschen anders kommunizieren. Im Wesentlichen ist das erstmal das Hören ein ganz wichtiger Sinn, um sich den anderen überhaupt zu nähern. In ker z ljudmi sobivamo, delamo in moramo z njimi nekako shajati, je pomembno, da smo dovzetni za vse nijanse v njihovih glasovih. Saj lahko le tako ocenimo, ali je naš sogovornik do nas prijateljski ali sovražen, je nevaren ali nam je naklonjen, je žalosten, plašen, vznemirjen ali zaljubljen. In tu so še zvoki. Zvoki, ki vplivajo na nas in nam dajejo moč. And through music, music emulates that kind of human communication. Glasba pa ne vpliva samo na nas. To je najbolje dokazal zvezdniški kakadu Snowball na YouTubu. Raziskovalci univerze Harvard in Tufts so nedavno ugotovili, da zna celo prepoznati takt. Poleg ritma na nas zelo vpliva tudi takt. Kako močno lahko vidimo pri njem. Ludwig van Beethoven. Domnevajo, da je marsikatera njegova sonata indic za to, da njegovo srce ni bilo v taktu. In tu je še udarni ritem Beethovenove 5. simfonije, zaradi katerega se je prijelo ime Simfonija usode. Ilenču meni, da lahko z določenimi skladbami zaznamo motnje v bitju srca in jih celo odpravimo. This piece is called the Wenki Bach Lullaby, and it uses a Brahms lullaby to convey the heart rhythm. It first goes boom, boom, and then the gaps between the heartbeats get wider and wider, and then it stops. It skips a whole beat, and then starts over again. We use the music to convey what it feels like to be in different states of arrhythmia, which are abnormal heartbeats. So when someone is suffering from arrhythmia, their heart is not beating regularly. And using music to convey that irregularity is a very direct way of giving to people the feeling of being in a state of arrhythmia. Because the heartbeat is so closely connected to how we perceive music. Like we hear the pulse of the music just like we feel the pulse of the heart. And when that pulse is not going right, we feel that immediately and we sense that something is wrong. Zdi se, kot da bi nam glasba pripovedovala zgodbe, mi pa imamo prefinjen občutek za to, ali v zgodbi nekaj ni prav. Ste tudi vi neučakani? In zakaj? Okay. Takoj, ko zaznamo zvoke, jih naši možgani poskusijo osmisliti in oblikujejo pričakovanja. Zgodbo hočejo na vsak način pripeljati do konca. Your brain has to analyze those patterns of sensory information to try to infer the most likely causes in the world that would have given rise to the sound that enters your ears. Vsi toni, ki skozi ušesa pridajo v naše možgane, vzbudijo pričakovanja in sprožijo čustva. Tako lahko prek naših misli in občutkov delujejo tudi na naše telo.
we are looking to use music to help people with hypertension lower their blood pressure. Slower music with these long structures may encourage people to breathe, take deeper breaths, and so that will lower their heart rates and also their blood pressure at the same time. So for some people that might work, but for others, if that music is irritating, that might not actually have the desired result. So it could depend on the person, what they prefer to hear, what for them is music that helps them breathe more deeply. For me, that might be, I don't know, Debussy or Ravel. For someone else, it could be, I don't know, Radiohead. Toda zakaj je tako? Zakaj ista glasba, isti zvoki in celo isti hrup na nas vplivajo tako različno? Kako občutite ta zvok? Vas pusti ravnodušne ali v vas vzbuja navdušenje? Učinki ASMR-ja na naše možgane so na YouTubu krožili že dolgo pred tem, preden jih je odkrila stroka. ASMR posnetki lascivnega grizljanja makronov ali praskanja po usnju stavijo na zvokovno erotičnost. Nekoga to pomirja, nekoga drugega pa vžigalica vzburja. So ASMR stands for Autonomous Sensory Meridian Response. And that's a pseudoscientific term that describes a particular kind of sensation that some people have. So the sensation itself is a tingling feeling that starts at the back of the head and spreads down through the rest of the body. And it is triggered in some people by sounds such as whispering, soft speaking, tapping and rustling. It's also triggered by things like touch, so close interpersonal touch, and personal attention. So a common everyday scenario that might trigger ASMR in some people is getting a haircut, because it combines a lot of the auditory and interpersonal triggers that would create the sensation of ASMR in an individual. Je kdo že pomislil na to, da milijoni ljudi sploh ne gledajo Boba Rossa zato, da bi se naučili slikati, temveč zato, ker so zvoki ob tem tako pomirjajoči. He lives right there. Got a little arm, it comes out through there. So lots of people say that they first experienced ASMR when they watched Bob Ross' Joy of Painting, because a lot of his videos include a lot of ASMR triggers. So he's very softly spoken. The sound of the brushes on the paint, the way he's doing things very delicately, these are all things that are ASMR triggers. And actually, Bob Ross, I think, has had a bit of a resurgence since ASMR, because it's kind of, he's an unintentional ASMR artist. So his stuff was never created with the intention of inducing ASMR, but it just so happens that it has done that for many people. V redu. So torej zvoki, ki nekatere izmed nas pomirjajo. Je pa žal tudi vse več nadležnih zvokov. In zakaj določeni zvoki nekatere ljudi motijo, drugih pa ne? So if you're somebody who experiences ASMR, you're more likely to experience misophonia. And if you're somebody that experiences misophonia, you're more likely to experience ASMR. And the reason why we think this is because both ASMR and misophonia are underlined by a heightened sensory sensitivity, in particular to sound. And what it is that the contextual cues are affecting whether that information is being interpreted and translated into a positive or a negative emotional response. Which is really fascinating, because you've got the same external stimulus but a very different emotional reaction in the same individual. So one person's noise is another person's music. Denimo zvočna kulisa nekega mesta. Nekaterim gre grozno na živce, drugi jo obožujejo. Hrup podzemne železnice je za nekatere prava poslastica. Mar nismo, če hrup in zvok tako zelo vplivata na nas, precej dovzetni tudi za manipulacije? To bi lahko izkoristili predvsem prodajalci. Ein sehr solider Scheibenwischer würde macht. Das ist ein Klang, den wir als schlecht wahrnehmen. Wir denken, das funktioniert nicht gut. Und deshalb wird es so designt, dass es dieses Wupp, 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 Wupp macht.
Mnogi zvoki, ki nas obdajajo, že zdavnaj niso več podobni izvirnim zvokom. Oblikovani so tako, da dosežejo določen učinek. Ein anderes wunderbares Beispiel, was jetzt die Männer betrifft, ist das Rasieren. Selbst im Elektrorasierer rasiert man sich und man hat festgestellt, dass diese Idee, dass man fühlt, eigentlich sekundär ist. Sondern man hört an einem gewissen Raspelgeräusch, ob man sich jetzt fertig rasiert hat. Das ist jetzt bei uns gar nicht so sehr im Bewusstsein, aber die Rasiererhersteller wissen das sehr gut, deshalb verstärken sie dieses Geräusch durch die Konstruktion. Kaj v našem svetu še zveni avtentično? Pravzaprav tudi ta film, ki ga pravkar gledate, ne. I guess you will be choosing sound clips to go with this film. And so the choice of the sounds that go in the background, in the backdrop, as well as to convey the energy, the vibe of this piece will totally influence how the viewer perceives this. Seveda, film gledate, vendar ga tudi poslušate. Kaj bolj vpliva na vas, slike ali zvoki? Česa se boste dlje spominjali? Wir sind ganz darauf fokussiert, visuell erstmal wahrzunehmen. Ja? Wir nehmen eine andere Hautfarbe wahr, wir nehmen einen anderen Menschen wahr, der größer ist, kleiner, Frau, Mann. Und das ist ja visuell. Und visuell ist eigentlich mehr die Oberfläche. Pod površjem pa je svet šumov in zvokov. Svet, ki ga veliko preredko zaznavamo zavestno. Und durch das Zuhören eröffnet sich für mich eigentlich eine neue Sicht auf diese Welt durch das Hören. Ist jetzt ein bisschen, das Wort ist absurd, dass ich eine Sicht auf die Welt durch das Hören mache, aber vielleicht eine Welterkenntnis durch das Hören erlangen kann. Dejstvo je, da življenje ne poteka le pred našimi očmi, temveč tudi v naših ušesih. In ker ne slišimo vsi enako, se ne bi torej izplačalo poiskati tiste šume in zvoke, ki navdušijo, pomirijo in bogatijo predvsem nas. Potrudimo se torej in prisluhnimo nekoliko bolj pozorno. Prevod Franc Jakob Rac, zvokovna obdelava Marko Vogrinc, brala sem Jasna Rodošek. Predvajana programsko. Predstavljajte si, da hočete v New York. Pridete na letališče in potem to. Toda tokrat se vrsta ne razreči, saj so vsa letala prizemljena. Zaradi ukrepov za varovanje okolja je letenje odslej prepovedano. Druge možnosti za potovanje so iz Hamburga 8 dni z ladjo ali 16 dni z jadrnico. Nekako boste že prišli do kipa svobode. Bi res pluli z ladjo do Majorke, kaj pa razumevanje med narodi in olimpijske igre? Športniki vendar ne morejo na pot peš ali s kanuji, tako kot tudi vi ne na Majorko. In tudi na nemško-ameriško prijateljstvo bi lahko kar pozabili. Zračni promet velja za največjega onesnaževalca okolja. Doslej najhladnejši kraj na Finskem se že poteguje za poletne olimpijske igre. Tako kot doslej torej ne moremo več leteti. Kaj lahko storimo? Bomo odslej vsi prizemljeni ali se bomo le česa domislili? Odgovor na skoraj vse. Res ne bomo več leteli? Kakšen bi bil naš svet, če ne bi več leteli? To smo vprašali vas. Nekatere izmed vas skrbi, da ne bi mogli več obiskati svojih družin. Drugi menite, da bi leteli samo še bogataši. Mnogi bi tudi presedlali na vlak, če bi bil ta hitrejši, bolje opremljen in cenovno ugodnejši.
In nekateri upate, da bomo z novimi tehnologijami in novimi gorivi lahko leteli ogljično nevtralno. Bodimo iskreni, letenju se lahko odpovemo le delno, v celoti pač ne. To je velika dilema. Als Ingenieur ist es so ein bisschen, dass man dann aufgibt, wenn man sagt, für uns fällt keine andere Lösung ein, als aufs Fliegen zu verzichten. Da fühlen wir uns nicht wohl, weil wir wollen eben Ideen finden, identifizieren und richtig durchanalysieren, die eben nicht aufs Fliegen verzichten sind, sondern technologische Lösungen, die es ermöglichen, die Mobilität weiter anzubieten, aber trotzdem den Klimaeinfluss, soweit es geht, zu eliminieren. Torej, energetski preobrat v zračnem prometu. Prav, to poznamo že pri avtomobilih. Stran od motorjev z notranjim izgorevanjem in fosilnih goriv. Poleg tega imamo že tudi električna letala. Težava je le, da lahko sprejmejo le kakih 12 ljudi. Atlantika z njimi ne bi preleteli, zakaj takega so baterije pretežke. Während man mit einem batterieelektrischen Antrieb vielleicht voll elektrisch 300, 400, 500 Kilometer weit kommt, selbst mit Batterietechnologie, die heute auch schon bekannt und verfügbar ist, dann kommt man mit höheren Reichweiten ab 500 Kilometer dann auch mit der Batterie an seine Grenzen. 500 kilometrov dosega, denimo od Frankfurta do Pariza. Med letom na Majorko bi morali dvakrat pristati in napolniti baterije. Hibridna letala z električnimi in motorji z notranjim izgorevanjem bi lahko sprejela do 70 ljudi. Toda za daljši polet iz Frankfurta v New York bi potrebovali nekaj čisto drugega. Tako bi lahko bilo videti letenje na vodik. To bi bila genialna rešitev. Škoda le, da bo vse skupaj še trajalo, kajti letenje na vodik brez vplivov na podnebje ni tako preprosto. Wenn Sie mit Wasserstoff fliegen wollen, dann müssen Sie erstmal an Bord speichern. Das heißt, Sie brauchen einen Wasserstofftank. Wasserstoff selber ist pro Energiegehalt 3-mal leichter als Kerosin zum Beispiel, aber es braucht 4-mal so viel Volumen. Das Volumen müssen Sie irgendwo unterbringen. Es würde wahrscheinlich nicht mehr in den Flügel passen. Dadurch, dass man vor allem eine möglichst kugelige Tankgeometrie wählen würde, bietet sich zum Beispiel der Rumpf oder auch Gondeln unterm Flügel an. Letala na vodik je torej treba še razviti. Pri prototipih je najbolj očitno to, da zadaj ni oken, kajti tam naj bi bili rezervoarji z vodikom. In vrnili so se motorji z vijaki. Pri vseh modelih energijskega preskoka v zračnem prometu se zastavlja enako vprašanje. Od kod izvira energija? Energija iz termoelektrarn je slaba za podnebje. Obnovljiva energija je prijazna do podnebja. In tako je tudi pri vodiku. Če ga izdelamo z obnovljivo energijo, je prijazen do okolja. Meine Vision ist so ein bisschen, dass sie genauso sicher und komfortabel fliegen kann wie heute, nur ein ganz anderes Bewusstsein. Zum Beispiel könnte die Energie klimaneutral aus dem eigenen Dach, aus den eigenen Solarzellen vielleicht erzeugt worden sein. Torej vodik, ki bi ga proizvajali sami. Pomeni to, da s solarnimi celicami na naših strehah ne bi proizvajali samo elektrike za svoj električni avtomobil, ampak tudi vodik za svoj naslednji polet. Bi torej vseeno lahko v New York potovali z letalom, ne z jadrnico, samo če bi imeli na strehi dovolj solarnih celic. Also ein Flugzeug, was für den zukünftigen Einsatz auf solchen Strecken ausgelegt sein wird, das verbraucht ungefähr 20.000 Kilogramm Kraftstoff von Frankfurt nach New York. Wenn ich das mit Wasserstoff betreibe, dann musste ich noch bei der Energieherstellung aus erneuerbaren Energie diesen Faktor von 1,5 draufschlagen. Za boljše razumevanje faktor 1,5 zato, ker potrebujemo energijo, da sploh proizvedemo vodik. Das heißt, ich brauche 1500 Kilowattstunden Solarenergie, damit eine Person in diesem Flugzeug von Frankfurt nach New York fliegt. Ich habe das letztens mal zufällig durchgerechnet.
was der Stromertrag sein könnte. Und das ist ungefähr ein Zehntel von dem, was man in Hamburg mit einer Solaranlage auf einer Doppelhaushälfte mit Ost-West-Ausrichtung pro Jahr erzeugen kann. To bi pomenilo, da bi lahko z energijo proizvedeno v enem letu s sončno elektrarno v Hamburgu leteli 5-krat v New York in nazaj, če bi se denimo doma povsem odpovedali topli vodi. Kakorkoli že za kaj takega potrebujemo veliko energije. Toda vsi, ki hočejo potovati, nimajo lastne hiše s sončno elektrarno in ljudje, ki letijo pogosto, bi potrebovali cele solarne parke. Poleg tega bi potrebovali veliko letal z novim pogonom, kajti vsako leto z letali potuje več milijard potnikov. V letalih z motorji z notranjim izgorevanjem, ki za polete porabijo več 100 milijard litrov kerozina. Koliko časa bi trajalo, če bi vsa ta letala zamenjali z letali prijaznimi podnebju? Aircraft are very long life assets. They typically have a working life of 20 to 30 years. It was estimated that the average air cargo plane in Europe was about 19 years old on average. And therefore it will take time for us to replace the existing fleet of aircraft. Letalska industrija ne razvija samo letal na vodik. Preden bodo ta sploh poletela, bodo sestavili še več tisoč drugih letal, ki jih bo še poganjal kerozin. Sanje o zelenem zračnem prometu bodo še nekaj časa trajale, to je gotovo. Toda to, da sploh letimo, se tudi ni zgodilo čez noč. Prvi poskusi kombiniranja motorjev s krili so se pojavili okoli leta 1900 z motornim letalom, sta dokazano najprej poletela brata Wright. To se je zgodilo leta 1903. V hollywoodskih filmih so začetki letenja predstavljeni zelo poetično. Tudi prvi samostojni polet Charlesa Lindbergha čez Atlantik leta 1927 v junaškem epskem filmu iz 50-ih let prejšnjega stoletja. Letalska pionirka in rekorderka Amelia Earhart je kot prva ženska Atlantik preletela leta 1932, le 5 let po Lindberghu. Toda filmski poklon njej je sledil šele leta 2009. Pomislite, česa vse ne bi bilo brez letenja. Olimpijske igre bi vse do danes ostale nepravične, saj bi na njih lahko sodelovali večinoma gostitelji. Na prvih olimpijskih igrah nove dobe v Atenah so se pomerili večinoma grški tekmovalci, na drugih v Parizu skoraj izključno francoskih. Prizorišč, kot je Avstralija, brez zračnega prometa sploh ne bi izbrali. Pomislite na berlinski zračni most med letoma 1948 in 1949. Kako bi oskrbeli več kot 2 milijona ljudi brez letal, ki so v zahodni Berlin 11 mesecev tovorila vse potrebno? Trend se je začel izrisovati že v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Število letalskih potnikov je nenehno naraščalo. Letalski promet se je bliskovito povečeval in letališča, kot je tisto v Frankfurtu, so kar naprej širili. Žal tudi romantika ne pomaga. Vsa čast Reinhardu Mayu, toda danes je nad oblaki videti nekako tako. Vsak dan z frankfurtskega letališča vzleti in na njem pristane več kot 1000 letal. Vsako minuto vzleti vsaj eno. Leta 2018 je bilo na svetu v enem samem dnevu v zraku rekordnih 200 000 letal. Kaj to pomeni za podnebje? Medtem ko potniško letalo na višini 11 km leti na Majorko in v kabini strežejo hrano, motorji v ozračje izpuščajo izpušne pline. Da bi ugotovili, kako se tisti tam zgoraj odzivajo, raziskovalci opravljajo izjemno nenavadne poskuse.
Poskuse, pri katerih bi se mnogim zvrtelo. In 100 Meter in den Abgasstrahl von einem vorfliegenden Flugzeug einzufliegen, ist super spannend. Das ist eine große Herausforderung auch für die Piloten. Das ist mehr oder weniger wie Achterbahnfahren auf einer Schotterpiste. Man fliegt in diesen Abgasstrahl ein, das Flugzeug wird ganz, ganz hochfrequent turbulent. Man merkt, man ist drin und wenn man rausgeht, ist auch sofort wieder Ruhe da. In 2 Kilometer Entfernung ist das eher wie Surfen auf einer Welle. Man surft auf den Kondensstreifen und bewegt sich durch den Kondensstreifen hindurch und macht dort Messungen und geht dann wieder aus dem Kondensstreifen raus. Ta metoda se imenuje lov na kondenzacijske pramene, Christiane Voigt pa je višja lovka nanje. Kondensstreifen bilden sich, wenn der heiße und feuchte Abgasstrahl abkühlt. Die Rußpartikel, die emittiert werden, verbreitern sich, kühlen ab, nehmen Wasser aus der Atmosphäre auf und bilden dann winzig kleine Eiskristalle. Ti drobni kristali ledu tvorijo kondenzacijske pramene, ki so pri letenju največji podnebni problem, čeprav so na nebu le nekaj ur. Ko se razširijo, nastanejo koprenasti oblaki. Ti odbijajo le malo sončne svetlobe, v ozračju pa zadržujejo toploto in tako se Zemlja vse bolj ogreva. CO2 iz letal podnebju škoduje skoraj enako močno, toda strokovnjaki tega ne morejo tako hitro spremeniti. Pri kondenzacijskih pramenih morda že. Prej, ko se ti razpršijo, manj škodujejo podnebju. Wir suchen auch Regionen, in denen Kondensstreifen besonders lange leben. Das sind sogenannte Kondensstreifen-Hotspots. Das sind Regionen in der Atmosphäre, in Frontensystemen, die besonders ausgeprägt sind und in denen Kondensstreifen besonders lange leben und in denen die wärmende Wirkung besonders stark ist. Zato bi lahko tam, kjer so vroče točke za nastanek pramenov, kot kratkoročni ukrep spremenili smeri letenja, ali pa bi letala letela niže. Also Kondensstreifen-Hotspots bilden sich normal in 9 bis 12 Kilometer Höhe in der Atmosphäre. Man muss nur kurz drunter fliegen, vielleicht in 8 Kilometer Höhe und auch nur gezielt dann, wenn sie da sind, um sie zu vermeiden und damit die Klimawirksamkeit des Luftverkehrs deutlich zu reduzieren. To pa ne zahteva le dolgotrajnega načrtovanja, žal tudi ne bi bilo dovolj. Odločilna bodo trajnostna goriva. Trenutno je tak samo biokerozin. In še tega so pred kratkim ne ravno trajnostno pridelovali iz rastlinskih olj, kot je palmovo olje. We can mix the biofuel with kerosene, for example, and we can increase the blend. But we would need a lot of land to grow the biofuels. I mean, it's even been suggested that maybe as much as 15% of the world's agricultural land would be required to grow enough biofuel. V prihodnje naj bi biokerozin namesto iz palmovega olja pridobivali iz odpadnega olja, maščobe za cvrtje, lesnih sekancev in živalske maščobe. Toda to še vedno ni zares trajnostno. Zato mnogi upajo, da se bo uveljavil sintetični kerozin brez organskih snovi iz kmetijstva in gozdarstva. Ta bi bil res podnebno nevtralen, če bi ga proizvajali z obnovljivimi viri energije. Sintetični kerozin lahko izdelamo iz vodika in CO2, ki ga lahko pridobivamo iz industrijskih izpušnih plinov. Posebno pameten pa je način, ko CO2 in vodo v tako imenovanem sončnem reaktorju pridobivajo neposredno iz zraka. Z zajeto toploto sonca nastane sintetični plin, iz katerega lahko izdelamo poljubno gorivo. Solarni kerozin neposredno iz zraka in sonca. Genialno! Če bi ga seveda pridobivali hitro in v velikih količinah. Po direktivah Evropske unije smeta biti do leta 2030 največ 2% vsega kerozina sintetična. Očitno ne bomo tako kmalu leteli ogljično nevtralno. Bi se morali zadev lotiti odločneje, kaj bi se zgodilo, če res ne bi več leteli. Od tega trenutka naprej. Kot med prvim zaprtjem zaradi pandemije COVID-19 le za dalj časa. Čeprav si to težko predstavljamo, pa si vseeno poglejmo tak scenarij. Začnimo pri manjšem delu, vsaj glede številk. Pri transportu blaga. Z letali prepeljemo samo 2% vsega tovora na svetu.
Das heißt, hier sieht man, wenn der wegfallen würde, das wäre nicht viel. Gleichzeitig, und das ist die andere Seite der Medaille, in der Luftfahrt und Fracht wird 30-40% des Wertes des gesamten Warenumschlages transportiert. Also das bedeutet, und da sieht man wieder, es sind wirklich hochpreisige Güter, es sind eilige Güter. Blago, ki ga prevažamo z letali, se hitro pokvari, je drago ali pa je res nujno. Z letali denimo prihajajo rože in papaje iz Afrike, pametni telefoni in igralne konzole z Kitajske, mi pa pošiljamo na Kitajsko nadomestne dele za industrijo, da se tam tekoči trakovi ne bi ustavili. Kaj bi se zgodilo, če tovorna letala ne bi več letela? Nekaj podobnega se je že zgodilo. Se še spomnite islandskega ognjenika, katerega oblak pepela je ohromil evropski zračni promet? So the volcano with the unpronounceable name in Iceland erupted on the 14th of April 2010. And an ash cloud went into the sky, which then blew in the direction of Europe, and they recognised very quickly this was going to pose a threat to aviation, and so airspace was closed down very rapidly. Dobavne verige so bile takrat povsem prekinjene. In kaj to pomeni za nas? Well, a supply chain is a chain. It's like this. It's got links. At one end of the chain, you've got the raw material source. At the other end of the chain, you have got the final point of sale or the shop for the finished product. And in between, you have lots of locations where the products will be processed, stored, assembled, packaged. Now, in the case of a simple product like milk, there might only be 3 links in that chain. But in the case of complex manufactured products like televisions or cars, there might be 10, 15, 20 links in the chain. Dobavne verige kažejo, kako zelo povezan in globaliziran je naš svet. To pomeni, da ima vsak avto, ki vozi po naših cestah, za sabo velikansko in zelo razvejano dobavno verigo. And in many of these chains, of course, at least one of the links will involve air transport. So if we suspended air cargo operations, it would then break that chain of product. Čeprav je zračni tovor v našem razvejanem svetovnem gospodarstvu zelo pomemben, pa obsega le petino vseh poletov. Levji delež so potniki. Leta 2019 jih je bilo po vsem svetu 4,5 milijarde. Čeprav večina ljudi leti redko ali sploh ne, pa ti, ki letijo redno, to počnejo zelo pogosto. Tudi Hollywood je v svojih filmih že razkril dvomljiv življenjski slog pogostega letenja. George Clooney kot menedžer, ki izbira milje v filmu V zraku, je predstavljen kot prototip nekoga, ki veliko leti. Njegov življenjski cilj je, da bi dosegel bonus program za 10 milijonov letalskih milj. Mlada kolegica ogrozi njegov načrt, ker hoče kot nov poslovni model uvesti videokonference. Zdi se, da je film iz leta 2009 napovedal aktualni trend. Toda ali se bo videokonferenca uveljavila tudi pri ljudeh, ki veliko letijo, je težko reči celo po epidemiji Covida. Das ist in einigen Bereichen sicherlich denkbar, wenn man gerade an Geschäftsreisen denkt, wo man tägliches Geschäft miteinander diskutiert. Das kann man sicherlich sehr gut per Online-Konferenzen abbilden, wohingegen andere Dinge wie persönlicher Kundenkontakt oder Verhandlungen, die vielleicht doch tiefergreifend sind, das nicht so durchführen kann und er dann den persönlichen Kontakt suchen wird. I mean, probably my productivity as an academic has improved because I've not spent so much time flying. But in the longer term, I wouldn't want that to be the permanent pattern of work. I mean, I really do miss physical interaction with my colleagues. So it would be the personal travel for business purposes, I think, that I would miss the most. V redu. Toda ali je treba na osebno srečanje res takoj leteti? Na kratkih progah gotovo ne.
Za pot iz Berlina v Frankfurt ali iz Pariza v Bordeaux vlak ni samo bolj prijazen podnebju, ampak je tudi bolj praktičen in pogosto celo hitrejši. A znotraj Evrope ni povsod enako. Iz središča Frankfurta do središča Pariza je vlak superhiter. Druga zgodba je pot iz Pariza v Atene, zlasti pa pot naprej v Šanghaj. Na tej poti bi morali presesti 7-krat. V Grčiji, Bolgariji, Romuniji, Moldaviji, Ukrajini, Rusiji in na Kitajskem. Kaj torej? Naj počakamo na sistem Hyperloop. Ta načelno deluje kot cevna pošta. Kapsula drvi po cevi s podtlakom, le da je cev dolga nekaj tisoč kilometrov in je v njej prostora za nekaj 100 ljudi. Toda žal ta tehnologija ne bo tako kmalu na voljo in je zelo draga. Povzemimo. Wenn wir als Beispiel Frankfurt-Shanghai nehmen und würden dort eine sozusagen neue Seidenstraße unterirdisch mit dem Hyperloop abdecken wollen, werden wir sehr viel Aushub haben, wir werden sehr viel Aufwand betreiben. Der Aushub muss auch irgendwo hin, also das heißt, wir müssen schauen, wie kann man mit dem ganzen System umgehen und wie stellt sich das dann langfristig tatsächlich dar, 7000 Kilometer Tunnel zu bohren, bis hin zu den Kosten davon, die sicherlich irgendwo im dreistelligen Milliardenbereich liegen werden. Und diese Gelder kann man sicherlich sehr, sehr sinnfällig auch in andere neue Technologien, die es im Moment wirklich gibt, und deren Nachhaltigkeit investieren. Možnost, da sploh ne bi več leteli, ni neprepričljiva samo zato, ker še nimamo Hyperloopa. It would also affect the welfare of the citizens because between 60 and 70,000 tons of humanitarian aid is moved every year by planes. And so if we had no air transport, it could become a matter of life and death for many of the citizens of those countries. Namesto da še naprej letimo kot doslej, bi lahko vsaj poskusili polete omejiti na najnujnejše in čim več vlagati v razvoj ogljično nevtralnih tehnologij. Klimaneutralität ist ein sehr hochgestecktes Ziel aus meiner Sicht, aber durchaus realistisch und ambitioniert, vor allem in dem Zeitrahmen, in dem wir das erreichen wollen. Ab 2035 erste Flugzeuge, die klimaneutral betrieben werden können. Ali bodo olimpijski ogenj na poletne igre leta 2032 v Brisbane pripeljali z letalom ali z vlakom in severnimi jeleni na sever Finske, še zdaleč ni odločeno. Man hat verschiedene Möglichkeiten, die Erwärmung durch den Luftverkehr zu verringern. Man hat am Flugzeug Möglichkeiten durch neue Triebwerke, durch auch alternative Treibstoffe, in Zukunft vielleicht auch Wasserstoff, die Emissionen deutlich zu reduzieren. Aber wir haben auch auf der Flugroutenseite durch Planung von ökoeffizienten Flugrouten die Möglichkeit, die Effekte des Luftverkehrs deutlich zu verringern. If extreme weather continues to increase in its frequency and intensity, then it could be by 2040 we'll be in a very deep climate crisis. And then governments may decide that they have to try to suppress demand for air transport. They may then try to eliminate all non-essential air transport until the time when we truly decarbonize aviation. Bi lahko živeli brez letenja? Odkrito rečeno ne. Lahko pa letenje naredimo prijaznejše podnebju in ga bolj pametno uporabljamo. Velike sanje o letenju se niso končale, toda v resničnosti 21. stoletja mora postati občutno bolj zeleno in bolj pametno. Prevod Franc Jakob Rac, zvokovna obdelava Marko Vogrinc. Brala sem Jasna Rodošek.